tragikomedija. Rajši recimo tragikomedija, le da je žalostni del že končan in se zdaj pričenja veseli. Danes je zadnji sestanek, ki pa je le informativnega značaja. To bodo gledali, za zdaj še nihče nič ne ve in tudi vas prosim, da molčite, saj veste uradna skrivnost. Zares čudno, kje ste našli tega Koprivo? Človeku se zdi kar neverjetno, kot bi bral romani. Znat je treba, pol stoletja se tu prepirajo zaradi tega vodovoda. In kaj mislite, po čigavi zaslugi ga bodo zdaj v nekaj mesecih zgradili? Samo po moji, se pravi po mojih diplomatskih sposobnosti. Ne da bi se hotel hvaliti, ampak če ne bi bilo gospoda župana Rebanika in mene, voda v tej občini še dolgo ne bi tekla. In seveda gospoda Koprive. Ja, nočem biti krivičen, tudi če se s gospodom županom ne bi zauzela za stvar, se tudi tisti gospod Kopriva ne bi spomnil na to. Iniciativa je vsekakor naša. Ali bo prav se on plačal? Nekaj bo prispevala tudi hranilnica, Ažman pa potrebni les. Ažman? Ja, se tudi vam zdi čudno, a ne taksko puhtura. Treba je vedeti, da vso občinsko politiko v Suhem Dolu pravzaprav vodi ta človek. Ali mislite, da bi bil Rebanik kdaj župan, če ne bi bilo to po Ažmanovi volji? On je spiritus agnes. Spiritus agnes. Ja, sej to sem rekel. Nevidni kapital, ki v ozadju... No, počakajte se nam, gospod Ažman. Poglejte, kakšna malovica, gospod Poštar. No, tako zelo se vam pa tudi ne mori, gospod Ažman. Enega kratkega. Ne, hvala, imam še nujne opravke. Kako rečeno, garancijo moram imeti. To ni stvar nezaupanje, gospod Rebanik, temveč trgovska previdnost. Sicer moram dobavo odkloniti. Stvar je taka, če hočete dobiti blago, ki bo kaj vredno, ne boste dobave zaupali, naprimer jamami. Vem sicer, da je to neprijetno za vas. Toda vsa tale zadeva z Amerikancem. Stvar je gotova in varna. Lahko vam pokažem pismo in prvi obrok. Že prav. Toda previdnost je previdnost, saj me razumete. Da, razumem. Kaj pa vidva? Maurica. Takšna Maurica. Garancijo potrebuje. Zanimivo. Vodovod je gotova stvar? Fait accompli. Jutri pričnemo. Čujte, gospod Žekovič, če smem tudi jaz dodati svoje mnenje. Ni to ne malenkost plačevati vas vodovod. Priznam vaše zasluge, a dobrote gospoda Koprive nikako ne smete podcenjevati. Bog ne daj, ravno nasprotno. Jaz mu priznam, kar mu gre. To, kar je storil in bo še, je veliko več kot velikodušnost, je ljubezen. Good, but treba se mu je oddolžiti. Seveda, na vsak način. Ja, z gospodom županom sva že razmišljala o tem, ja, nekaj bo treba ukreniti, ja, seveda. Postavite mu spominsko ploščo. Tudi jaz sem že tako mislil, to da ni mogoče. Stvar bi takoj rodila težke komplikacije. Kakšne komplikacije? Glejte, Dobrotnik je bil rojen v Knetovi vajti, ki pa je ni več. Knetova vdova bo zato hotela, da se ozida na njeni hiši. Zakaj pa ne? Pa kje bo župan to pustil, rajši se obesi. S Knetovimi se ne prenesejo in gospod župan je hotel, da se ozida na njegovi hiši. In spor je tu. Pa mu postavite, recimo, spomenik. Spomenik? Glejte, sijajna misel, pa se enostavno izognete vsem komplikacijam. Jaz ga vam postavim na občinski svet na vasi. Če imate že vodo za ston, boste vendar toliko žrtvovali, da se postavi v bok spomenik. Vljudnost zahteva. Spomenik, kakšna sjajna misel, sam Bog vas je navdahnil. Takoj grem k županu, da mu povem spomenik. Kako vidim, Amerikanec, pa bom lahko čestital k novemu naročilu. Že odhajate? Ja, z Bogom. Goodbye. Goodbye. Gospod prelesnik, gotovo ste že lačni. Anka, tako se trudite, a popolnoma pozabljate na moje ubogo srce. Tudi moj čopič vas že pogreša. Kako ste moženi? Izvolite. Toda vaša kava bo hladna? Ni čudega, samo da se mi vaša zaleča lica ne ohladijo. Takšni ste najbolj mikavni. A je tako prav? Prav, perfect, excellent. A glejte, da mi lepo naslikate. Nimate razloga za skrb. Slikam po naravi. Enjoy it.
Enjoy. Vaša kava bo hladna, prinesem novo. Katarca, ne gledajte tako kislo. Če bi vas lep obrazek potunkal v vodo, bi se takoj spremenila v kis. Pustite me. Popazite prosim na mojo sliko, takoj se vrne. Dobar dan, Katarca. Bog daj, bo pa kar sam odgovoril. Kje je župan? Po opravkih. Po opravkih. Zmeraj ima neke opravke. Verjetno spet ta vodovod. A je to kak župan? Mi grutarji bomo vodo plačevali, bajtari pa pili. Lepa je ta. To je pa Anka. Je pa res lep deklič, človek še ne na sliki vidi. Kako? Tebe pa ničnega mala tale. Kaj želite? Seveda ne govi voda. Pa bi prinesi četrt belega, če že ne moreš biti brez dela. Že je pa taka, da vrane zjajo. Dobar dan. Dobar dan. Lepo ste jo naslikali v mojem reč, se vidi, da ste mojster. Poglejte. Moj čebeljak. Da. Ste pa res delavni. Presneto, koliko pa bi takale slika stala? Bi jo kupili. No, ne rečem pa, da je ne bi. Radovedan sem, kaj bi rekli, če bi vam povedal ceno. Niso to podobe za nekaj pa, tle še za vodo nimate denarja. Kaj, da nimamo denarja? Saj ga tudi v resnici ne bi imeli, če bi ga v vodo metali. Če kupiš kavo, ti daje mleko, če zemljo ti denar se vrača. A kdo je pa še z vodo kdaj obogatel, ha? Danes se spet sestanek. Vi ste naročili? Da se daj, lepo si namerila. Ti si kak angelček. Dobrega ženina si vredna, pa saj ga tudi dobiš. Martin, to ti je delec presneto. Veš, Anka, za tvojo svadbo si bom podplate zgradil, da se bom sukal kot vrtavka. V kakšni svadbi govorite? No, da nič ne skrivaj. Kje si, Anka? Bodi dostojen! No, saj smo sami domači, kaj bi skrivali ogenj, ko pa vsi vemo, da gori. In se kako gori? Mero najboljšega in še očetu Primožku. Martina sem imel že zmeraj rad. Fant, da mu ni para. Pa še tjale malo poglej, boš nekaj videl. Če dovolite. No, Anka. lepa podoba, kaj? Pa se je tudi deklič, presneto. Ste to vi narisali? Da, vam ne ugaja. Ni napačna. Ali vam je slika ona naročila? Ne, slikam iz lastnega joya, Tako, iz lastnega. veselja. Pa sedaj, da slikati še ti, Martin. Ti ne veš, ki spada meni. Žal ne očetam. Če pa premoreš toliko, pa sliko kupi. Samo to niso podobe za nekaj pa. Tudi jaz bi kupil tale svoj čebeljak tukaj, pa pravi mojster, da nimam toliko. Kje pa je Anka? V kuhinji. Če dovolite vprašanje, koliko pa računate za takele portrete? Tako približno. Za portret te velikosti 3000 dinarjev. Izvolite. Zakaj? Žal ta slika ni na prodaj. Zakaj ne? Če pa pošteno plačam. Glejte, za kupčijo je potrebno dvoje, kupec in prodajalec. No, in kupec sem jaz. A jaz nisem prodajalec. Naj vam bo. Tudi jaz sem trgovec. Na vsak način bo to lila za nevesto. Tukaj nadaljih 1000, a več ne da. Martin, pa si ob pamet seveda ne kupuješ vola. Rekel sem vam že, ta slika ni na prodaj. Naš pogovor je končan. Z Bogom. Pusti ga prevzeti, že Martin.
Seba, kako nešto ne veš o fotografu? Fotografija bo sploh cenejša. Že pokažem, še če tam! Ali vam tudi, oče? Ne, plačam. Plačam četrt brizganca. In četrt boljšega, 6 dinarjev. Hvala lepa, pa drugič več sreče. Pa na njegov račun nikoli več. Klik! Vracet malask! Za božjo voljo! Martin, kaj pa je? Kaj? A ne vidite, kaj se dogaja v vaši hiši? Če ga vi ne odslovite, mu pa jaz pokažem pot iz vasi. Bog se smili, koga naj odslovim, kaj pa je? Po eni strani mi obljubljate Anko, po drugi pa tale malo ščopičem žuka. Martin, si opamet! On je preresen gospod, da bi se brigal za take otročarije. Takole vam povem, počitnika, sem počitnika tja, tudi za tujce so meje, z Bogom. Martin, zaupaj mi, če ti rečem, da je Anka tvoja in me daj imam zadnjo besedo pri tem. Povsod so križi. Tu ste, gospod župan, povsod vas iščem. Je kaj posebnega? Gospod župan, na sjajno misel sem prišel. Amerikancu postavimo spomenik. Si opamet. Nikakor, gospod prelesnik nam je že obljubil, da ga postavi. Toliko smo se trudili za vodo, zdaj pa naj svoje zasluge prepustimo drugim. Gospod župan. Vraga, kaj pa je to posebnega, če nam plača vodovod? Saj ima denarja, da ne ve kam z njim. In če je to storil, je storil le svojo dolžnost, saj je naš rojak. Spomenik. Lepa reč. Tega si ne bi mislil o vas. Pa nič si ne misli. Vraga, stori, kar se ti okaže, kaj pa misliš, da si? Saj nisi mislil tako. Hočem reči, morda je ne prav, da si ga kako spomnimo. Ampak spomenik. Glejte, gospod župan, vsak spomenik se odkrije in ob takih priložnostih se ponavadi pripravi večja slovesnost. In takrat nihče ne pomisli na vrline in zasluge tistega, katerega spomenik se odkrije. Takrat se edino le časti tistega, ki spomenik odkriva. In v tem primeru ste to vi, gospod župan. Ta slavnost bo raznesla vaše ime po vsej deželi in vaši nasprotniki se bodo grizli od jeze. Misliš? In to še ni vse, vsi časopisi bodo pisali o tem. In tujci bodo kar drli k nam v vas. Kakšna korist za vašo gostilno? Pa morda imaš prav. Toda, kdo ga bo plačal? To skrb prepustite meni, gospod župan, še opozicija bo za... Če si upaš stvar izvest, prav, pa ga postavim. Pa povejte, če ni to sjajna misel spomenik, grem pisat glavo. O, kar sem veseliva. Ja, mala, povem, kaj bo dobrega? Že tolikokrat sem se namenila k tebi, pa človek kar ne utegne. Polne roke dela in povsod moraš biti zraven, če ne, je vse narobe. Ja, seveda, pri takem gospodarstvu. Povrhu pa še otroci, ki ti delajo sive lase. Človek bi mislil, da mu saj sorodniki ne bodo nasprotovali, No, pa... moj Bog, kaj pa se je zgodilo? Franca, moja sestrična si, pa takole delaš z menoj. Za božjo voljo te prosim, bodi saj ti tako dobra in mi ne odganjaj ženina izpred oltarja. Riž Božji, ja kakšnega ženina? Mana, a se ti blede? Kakšnega ženina? Pravkar je bil tu pri vas. Kaj? Martin? Ja, on je Minkin ženin. Ne delaj se, kako da prvič slišiš to novico. Bog ve, da se mi še sanjali o tem. Meni ni nihče povedal. Hodil je k nam in tudi to je že rekel, da jo bo vzel. Kaj na lepe pa ga ni bilo več. Marička, mislili smo, da se mu je kaj zgodilo. Takrat pa kot bi treščilo. Martin se ženi pri županovih. Moj Bog, sem mislila, saj to ni mogoče. Pa ga vidim zadnjo nedeljo, kako vodi Anko po vasi. Minke še pogledal ni. Martin res voli k nam in tudi ženice hoče. No vidiš, sem rekla. Ampak ti tudi po resnici povem, da mi to prav nič ni všeč. Saj, Martin ni za Anko. Ne. On je tak angelčega. On pa tak grobijan. Ne, jaz ga ji resno odsvetujem. Martin
je za našo Minko. Slušaj, Franc, dajte Anko našemu Dinčitu, je tako dober in pošten. Jaz pa jima prepustim posestvo. Naj imetje ostane v žlahti. Dinče ni napač fajn. In kako je delaven. Boljšega gospodarja si ne moreš misliti. In Anka, takšna gospodinja, kako golubčka posta. Minka, pa ne gre k Ažmanu, če že tako. Moj Bog, če pomislim, da se to ne zgodi. Franca, on jo mora vzeti. Ne, pa menda da ni. Ja, mati bo. Moj Bog, Marija, pomagaj, ti nesrečni otrok. Bog nam pomaga. Ja. Toliko sem storila za njo. Ona mi pa takole vrača. Ničesar ne skrbi, vse se bo uredilo, boš videla, ti nisi ničesar kriva. Hvala, Franca, ti si tako dobra. Ne zameri, da sem bila prej taka s teboj. Človek je včasih čisto iztira. A tistega pa nikomu ne pripoveduj, Franca. Bodi brez skrbi. Česa človek vsega ne doživi. Dobro večer. Dobro večer, prinesem nekaj za pozdraviti. Bog daj. Zakaj nas spet kliče? Je dejal, da zaradi vode. Že spet? Kdo bo plačeval v taki krizi? Res, vedem, ko so sami stroški. Kako da denar po cesti pobiramo. Spomladi so napravili nove pole, popravili hlev, zdaj pa še na vodovod. Rebarniku je treba enkrat za vselej zvezati roke. Sicer ne bo nikoli miru. Dobro večer. Bog daj. Zakaj smo pa danes spet tukaj? Za voljo vode. Kaj ga bode? Bode, vodovodka, bode. To se pravi stara pesem. Vsaka pesem je nekaj časa lepa. Saj, takole volič, a človek se le boji, da ne bi kakšne neumnosti skovali. Zato so tukaj. Dobro večer. Dobro večer. Ali župana še ni? Menda je notri. A ste vi se že popravili? Bi ga že, ko ne bi bilo dežja. Če Bog da, pričnemo jutri. Kaže, da bo vendar nekaj z vodo. Župan je stvar resno vzel v roke. To je pravi župan. Kaj pa vaša Liska? Kaj že povrgla? Kaj pravi? Če je Liska že povrgla. Kon bi je zbolil. Meni je pa svinja poginila. Pa mi da ne tista lepa. No, ni ravno poginila, kjer smo jo še o pravem času zaklali. Za drugega ni bila, pa sem jo dala predelati v klobase. Pa bodo višale? Za klapce in mlinar je bilo že dobre. Dobro večer. Dobro večer. Kaj pravite, Bokaj ali ne volič? Jaz pan, mogoče, ne bilo dovolj, če bi se lotili te stvari. Voda je voda. Človek ni živaljo rabina. Kaj je to posebnega, takle vodovode? Takle vodovode. Še v manjših krajih ga imajo, samo koreže je treba. Samo koreže je treba. Bejka lahko govori o koreži, ko ve, da ne bo nič plačal. Vsi bomo plačali. Kdo pravi, da ne? S čim pa? No, nekaj imamo tudi mi bajkari, bomo po svojem premoženju enako prispevali kot kuntali. Po svojem premoženju, kot da imate bajkari sploh kako premoženje. Imejte vendar pameti, se ne prepirajte za vsako malenkost. Če ne, je bolje, da gremo. Šimen ima čisto to, vse tudi davke po premoženju plačujemo. Ta je pa lepa. Pili bomo pa vsi enako. Lepa gostina bo to. Le kaj bi dejal Rebarnik, če bi moral v Gruntarju točiti vino po 20 dinarjev, v Bejtarju pa po 20 pa. Pili bomo pa vsi enako. Če imam jaz eno kravo, ti pa 15, menda moja ne bo žena, zato je 15. Če bo gorelo, menda moja bajta ne bo gorela, zato jo hišo, hleve, svinjake, dovalnice in ne vem kaj še. Če davno bi lahko imeli vodo, če bi bilo več pameti in skupnosti, pa manj bošljivosti in skopusti. Kdo je skopuh? Če smo vas zato prišli, da nas bodo berači zmerali, potem pa reči pan sam zbavuje. Gremo! Lepo vas, prosim, ne smo ljudje. No, zdaj se boste pobili. No, mana, treba ti praviš, Bokaj z vodo ali ne volič? Bog daj, da bi že kdaj izpeljali to stvar.
vse potrebnejšega pa res ni na vasi, kot je voda. Če so naši očetje lahko živeli brez vodovoda, so bili pa pametni gospodari, bomo pa tudi mi. Tako je. Po zimi je vode tako ali tako dovolj, spomladi in jeseni je kapnica, poleti jo bomo pa dovažali, če bo suša. Malo, da bi še vodo plačevali kako vino in žani. To vam povem, pa naj bo Rebanik 100-krat župan. V naši občini se ne bo odločalo in da se bo odločalo tako, kot bomo mi hoteli. Župan prihaja, mir prosim. Dobro večer, občani. Dobro večer. Ni še vseh. Nič ne ve. Pa menda ne bo kaj hudega. Kdo ve, kaj ima? Torej, dragi občani, kot župan občine Suhodolske imam danes posebno srečo in čast, da vam napravim veliko veselje. Naša 100-letna borba je končana. Čeprav so med nami ljudje, ki mi iz gole zavisti nasprotujejo, vam lahko dam uradno župansko besedo. Vodovod je zagotovljen, brez naših stroškov. Torej, iz Amerike je prišlo na občino Suhodolsko pismo, v katerem piše: Velecenjeni gospod župan, težko se boste spominjali, da je živel nekoč v občini Suhodolski deček Janko Kopriva, sin bajtarice Jerice Kopriva. Že kot otrok sem zapustil Suhi Dol in šel po svetu iskat svoje sreče. Živo mi je ostalo v spominu že tedajšnje prizadevanje vaščanov, da bi zgradili vodovod. Ko sem prejel vaše pismo s prošnjo na ameriške rojake, sem se takoj odločil, da vam pomagam. Upam, da boste s hvaležnostjo sprejeli mojo pomoč. Po banki Merkur vam pošiljam prvi obrok. Ostalo vam izplačam, čim bo vodovod dograjen, ker vnaprej ni mogoče predvidevati vseh stroškov. Takoj pričnite z gradnjo, združite se in pozabite stare spore. Le tako boste dosegli napredek vaše občine. Pozdravljam vas in vam vsem čestitam k uspehu, Janko Kopriva. Denar je že tukaj. To je prvi obrok v znesku 30 000 dinarjev. Naložen je na hranilnici. Ker imamo načrte že gotove, bomo takoj pričeli z gradnjo. Nekaj bo prispevala še hranilnica, les pa nam podarja Ažma. Vse ostalo plača gospod Kopriva. Voda, zdaj jo imamo, zdaj smo rešeni, ljudi možu, iskajte, poskakujte, voda je tu. A ni to veselje? Veselje imamo. Boga živi Koprivu. Zdaj se bo pa gospodarilo, zdaj. Kdo bi si mislil? No, kje so pa zdaj tisti, ki mi bila voda odveč? Komu je pa bila odveč? Tebi voda, ha? Ni to vam se bo gotovo odrekla. Boš videl, Krizni si jezik puha podrekna. Občani srečne občine Suhodolske, mislim, da govorim vsem nam iz srca, da zakličemo našemu dobrotniku, naj živi! Naj živi dobrotnik, ki kljub vsemu bogatstvu ni pozabil skrbi in težav svojih rojakov. Naj živi! Kaj pravi? Da naj živi. Naj živi! Moramo se mu zahvaliti na način, ki bo zavedno dokazoval, da je bil v naši vasi rojen plemenit in velikodušen mož. Vidimo mu ploščo. Ploščo, ja, torej kam? Ja, v našo hišo. Fakt je bil rojen v naši bejti. ampak bajta ni hiša. To je vseeno. Fakt je hodil k nam na kosilo, ker je bil pri nas pastir. Stojte, kako vidite, bi plošča rodila nove spore. Gospod župan namreč hoče, da se vzida na njegovi hiši. Ho, ta je pa lepa. Ker ni hiše, kjer je bil dobrotnik rojen, naj se vzida na županstvu. Ja, s kako pravico? Kje pa je zapisalo, da bo njegova hiša večno županova? Res je. Ja, bomo vedno prinašali plošče z hišo starega na hišo novega župana. Tako je. Ja,
da ne nastanejo novi spori, predlagam in sem prepričan, da boste z veseljem sprejeli moj predlog, da dobrotniku postavimo dostojen spomenik. Trdim, da v Suhem Dolu ni gospodarja, ki ne bi nekaj prispeval. Če boste imeli že vodo za ston, boste pa vsaj za spomenik kaj odrinili. Veste, kaj pa, če bi še strošek spomenika dali na tisti končni račun, ki bi ga poplačal od To vendar ne gre, saj vidite, toliko bomo pa še spravili skupaj za ta ubogi spomenik. Nekaj naj se plača iz občinske blagajne, ostalo pa s prostovoljnimi prispevki. Imena darovalcev pa naj se vklešajo v spomenik. Prvo in največje bo seveda ime županovo, potem pa po vrstnem redu kdo bo več dal. To se pravi, zakaj pa županovo pano? Zato, ker sem župan. To je moj mož tudi bil. Pa ni več. Ker je pokojen. Pa ni napeljal vode. Mar si jo ti, glej ga, zdaj bo pa še Amerikancu čast je mal. Lepo pa jo prosim, ne začenjajte spet. No. Enaka pravica za vse pa ne bo cesar ali berač. Kdo več da, več verja. Tako je, za vse enako. Kakšen naj bi bil spomenik, ko iz kamna? Jaz predlagam, če se že postavlja, naj se postavi tak, da bo v ponos in okras celi vasi. Res je, kaj menitnega ali pa nič. Kaj pa, če bi postavili takšnega, kot je Prešerno v Ljubljani? Marija, takšno poboljšanje v vas. Saj lahko žensko oblečemo. Jaz pa znam, posledimo Amerikanca na konju. Ja, v Zagrebu imajo takega, sedi na konju, boki pa ne da imeti. Marička, meč, da se ga bodo otroci bali. Ne. Če že postavljamo spomenik, postavimo takega, da bo imel kak pomen, ne kartjav in da. Čemu konja imeti, saj vojak. Pred kratkim sem bil v Gradcu, tam sem videl spomenik. Visok kamen, iz njega gleda levja glava, spodaj pa ritnik poln rib. Kaj tako imenitnega bi morali imeti tle pri nas. Seveda, namesto levje glave bi vklesali v kamen glavo tega Amerikanca, iz ust pa bi mu tekla voda. Da bi mu izpust, moj Bog, da bi bo postalo slabo vsakič, ko ga bom pogledala. Kdo pa bo pil tako vodo? Jaz predlagam, da prepustimo to mojstvu. On bo najbolje vedel. Gospod Prelesnik, ki je na počitnicah tu pri županu, nam je že obljubil, da ga bo postavil. S tem je razprava končana. Ali ima gospod župan še kakšno točko na dnevnem redu? Nič, zbor je končan. Potem pa naj vam, lepo vas prosim, ko smo ravno vsi zbrani, preberem par vrstic, ki sem jih spisal za to priliko. Cenjeni občani, vodovod, ta stoletni sen naših očetov in pradedov, to stoletno hrebenenje našega rodu je pred nami. Voda, ki nas je doslej razdvajala, nas bo odslej združevala v enotno, povezano in trdno skupnost. Kot mogočen simbol te skupnosti pa bo stal sredi vasi spomenik, ki bo oznanjal eno samo večno resnico. V slogi je moč. Dvignite kozarce! Naj živi složni Suhi Dol! Naj živi! Naj živi župan Rebernik! Naj živi! Naj živi vodovod! Naj živi! Naj živi tajnik Jakobič! Zbor je s tem končan. Želim vam lahko noč. Sam Bog je z nami. Če bo naprej tako in bodo cedi pravočasno prišle, bo ob velikem šmarnu voda v hiši.
Ali jih Ažman še ni pripravil? Ažman ta mečkač. Človek bi več pričakoval od solidnega trgovca. Zdaj, ko ima garancijo, naj nam pripravi cevi. Še danes stopim do njega in ga podrezam. Kako dolgo še ostane pri nas? Kdo? Ta, ki mu pereš perilo. Kako pa ne, jaz to vem. No, mislila sem pač, da boš ti to vedela. Kako ga nima druge skrbi v glavi. Noč in dan razmišljaš le o tem, kako bi mu stregla in se mu obešaš okrog vratu. Poleg tega pa vsa faro vleče za nos tem Martinom. Katovca, nisem si mislila, da si ti taka. Kaj si ti naredila, da me tako sovražiš? Res si nesramna. S teboj sploh ni mogoče govoriti. Katovca. Leno, Tinče, odkot pa ti tako zgodaj? V cerkvi sem bil. Kako si pridno. Mati so rekli, naj lepo molim, da bomo nekaj dobro opravili. Gotovo kako vključijo. Ali greste v mesto? Gremo. Škoda, da ne pojdeva skupaj, kot zadnjič. Škoda. Sedi se. Napisal sem ti srček s pesmico za mojo Katovco. Katovca moja, jaz rad te imam. Vedno pred tabo nerodno je cvjam. Ta srček je moj, zavedno po tvoj. Rad bi bil zate, velik... Katovca, plustinček! Katovca! Tale bo moj, pa če ga ukradem. Ti, Anka, pa se puli za tega malarja, da bosta skupaj stradala po svetu. Saj tako nima nič. Good morning, Bogdaj. Nekam slabe volje ste videti. Dobro jutro. Good morning. Vse je nekam potrto danes. Kaj se je zgodilo? Ah, nič. Izvolite, vas stajte. Hvala. Krasno vreme. Obeta se nam lepa tura v gore. Bi se nam gospodični predložili. Z veseljem. Naj gre, Anka, če ji dovolijo. Obe itak ne moreva. In sploh, in nočem biti na poto. Greste torej z nami? Če vas ne motim. Nikoli ne motite. V veselje me boste, gospodična, v veselje. Dobro jutro. Bogdaj, gospod Čupan. Ali bi lahko govoril z vami, gospod prelesnik? Lahko. Anka, prinesi nama orehovca. Kako napredujete s spomenikom? Tako, gospod Župan, ne bom se ravno pohvaliti. Ne? Denarja še vedno ni. Da, to je treba urediti. 30 000 vam lahko kar izplačam. Druga zadeva pa je, da ne vem, kako bi naj upodobil dobrotnika, saj ne vem, kakšen je, če bi se imel kak foto. Kako boste pa zdaj rešili to reči? Pomagal si bom simbolom. Na postavku stoji visoka piramida. Na prednji strani je vklesan mož, ki drži vrč, iz katerega teče voda. Proti njemu se izteguje nešteto rok s posodicami, ki se polnijo z vodo. In pod vsem tem pa napis. V hvaležen spomin gospodu Janku Koprivi. In na straneh imena darovodcev. Kaj mislite, gospod Župan? To bi bilo res imenitno. Čujte, kaj pa, ko bi spomenik upodobili mene? Vas, da bi upodobil spomenik. Wait. Perfect. Excellent. To je sjajna misel, gospod Župan. Res mislite? Seveda, da cel vodovod je v glavnem vaša zasluga. Če Kopriva ne bi prijel vaše prošnje, tudi svoje pomoči ne bi dal. A ni res? Veste, naravnost hvaležen sem vam za to mislil. Vedno sem rekel, da ni pametnejšega moža od vas. Vi ste v resnici
Vele umetnik. Na vaše zdravje. Thank you. It's a strong one. Gospod župan, zdaj bi pa rad jaz vas prosil za malo uslugo. Kaj povejte? Namenil sem se na krajši izlet v gore in sem tudi povabil vašo hčerko, če ji dovolite. Veste, to pa zna biti nekoliko nerodna stvar. Hočem reči, seveda ji ne branim. Bojim pa se, da se ne bi Ažmanov Martin kaj razburil. On je od sile ljubosumen. Anka je tako rekoč njegova nevesta. No, nočem vam delati kakšni. Ne, bomo že uredili. Saj ni treba, da bi on kaj vedel. Hočem reči, saj mu lahko rečemo, da bo šla k zobozdravniku. Prav, pa gremo k dentistu. Ali pa treba nek značaj je treba. Ata, gospod inženir vas čakajo v hiši. Pravijo, da bi šli k študencu. Pa pojdimo. Okej. Pa da se mi ne boš držal kot tele, ki ga vlečejo v klavnico. Mati, pojdi pa rajši nazaj. Ali si jo pamet? Česa neki se bojiš? Res, prav tak si kot tvoj oče, ki so ga morali prenesti v hišo, ko je prišel snubit. Pa ga nismo pojeli. Pa saj sem že premlada, že Tiho bodi in nikar mi ne ukvarjaj. Bodi pameten in poslušaj mater, ki ti dobro. Ali si moraš misliti boljšo ženo od Anke? In ali ni tudi čedno dekle? To že, ampak... O, vidiš, kaj pa hoče še več? Kaj pa, če me ne bo marala? Te ne bo marala. Vsaka bi si prste obliznila, samo če bi jo hotel. Lejno tiče. In mati Hribarjeva. Kje so oče in mati? Reci, naj pridejo in tudi Anko pokliči, bo nekaj posebnega. Zdaj se pa res radoveda. Veš, Katroca, ženim se. Ženi. Ti se ženiš, Tinče. Da, mati tako hočejo, pa se že moram. Pri nas. Seveda, no, pojdi že in pokliči. Mati, kaj pa, če bi rešil tole? Ali si jo pamet? Ona se učili. Tinče, glej, da boš govoril tako, kot sem te učila. No, kaj rečeš, ko ti nalijejo vino? En kozarček ali pa dva, tri, dva... Nam še korajžo da, tako moško reči. No, in potem... Kako ga ne bi zmogel da, stopim k Katroci. Takšni, kaj? Ja, in potem... In rečem... Smili, Anka, ljuba moja, jaz te imam rad. Oh, ti to zljube tako ne bodo. Pa izpusti, no, res si cepec. Dalje. Ja, Anka, ali me hočeš za ženo? Tvoj Bogmana, to ti pa vem, Tinče. Če mi res napraviš kakšno samota, da ti bom pošteno. Zdaj me poznaš. No, dalje. Dalje. Potem ti bo rekla, hočem ali kaj podobnega in ti potem poklekneš. Ne tako, takole, znaš kapdo. In rečeš, kako sem srečen in znameš roko in me poljubiš. Ti si praca. No, pojdi že in daj potri roko, kakšen si. Že tako pride človek ne utegne. Kako pa kaj s teboj, Anka? Hvala, dobro. Poskusite nekoliko naše pijače in prigriznite. No, ti si zmerom tako dobra in pridna, Anka. No, pa pijmo, da se malo poživimo. Zdaj to ni vsak dan. Na zdravje, zdravje. Vim ti že kozarec, ne loži se kot lipovu. En kozarček ali pa dva, nam še korajžo da. Ali misliš, da ptiče ne zmore kaj takega? Saj je cel božak, pride in skrb, da si ne morete misliti. Kot ustvarjen za delo. No, saj je tudi treba, če bo prevzel gospodarstvo. A boš izročila? Kaj pa hočem.
Jaz sem že prestara, da bi se s tem ukvarjala. Tinče pa je že v tistih letih. Minka gre od hiše. Minka, ali se bo omožila? Je to že gotovo? Seveda, k Ažmanu bo šla. Martina, seveda. Zato pa pravim Tinčetu, zdaj je čas, da se oženiš. Ko imaš še mene, da ti poiščem dobro in pametno nevezni. Bog ve, kako dolgo bo še. Tinče, ti se ženiš, kje pa? Pa saj ne jaz, ampak mati tako hočejo. Res je, ženi se. Zato pa pravim Tinčetu, zdaj je čas, da ti poiščem ženo, s katero bo zadovoljen on in seveda tudi jaz. Ne? No, za Tinčeta pa tudi ni vsaka, saj je tako dober in pameten. In tudi lep dečko, ne? Seveda, Tinče, fant od fare, 10 dobila vsak prst. No, vidiš, Anka, razmišljala sem o tem in sem si rekla, čemu bi se predaleč razgledovala? Anka je tako ljuba in Pridi nazaj, no, če sa nekaj se bojiš, da ne bodo pojedli. Kar nič se ne bojta. Pogovorimo se tako. Anka, ti bi bila najboljša gospodinja za našo hišo. Prav rada vama izročim, če ga vzameš. No, vidiš Tinčeta, lašljiv in misli, da ga boš pojedla, če te tvuje srce. Do smrti je zaljubljen vame. In tudi tebi je všeč naš Tinčeta, imaš. No, Anka, ljuba moja, jaz ne Če ne te oprisolim, da boš pomnila! Putra, ali veste, kaj govorite? Nikoli vam nismo tega krašenina. Loviš ga, zahaljal je k nam. Odkaj se mu pa ti nastavljaš, pa ga ni bilo več. Ven, taka je žlahta. Če se še kdaj kdo od vas prikaže pri nas, da nažene, da bo kar tako fočal po zraku. Nikoli ga nismo bila in ga tudi ne bom. Če ga govorim, potem ga bi. Kaj pa moram jaz za to, če on moli za menoj? Če pa mislite, da bom imala vašega Tinčeta, se pa hudo vodite. Tudi če bi me malo ga ne bi vzela, ker ste vi taki. Martina, kako odperite? 1000 vam hvala! Mana, kako moraš biti taka? Martina je gostina. Saj ne moramo samo Martino zapirati vrata. Sramota! Vseh skupaj na vas bo sram! Tinče joče tam zunaj in ne vrsti sebe. Če mu ga silite v ženitu, če pa se noče, se bo že sama ženil, kar in tja tudi se bo hotel. In tebe, Anka, pa že ne bo imel, to ti pa kao pomeni, če se stokrat na glavo postavi. In se tudi noče! Revolucija pa je. Po vsej vasi se pa sliši. Saj bodo mislili, da se holjemo. Gremo, ali nimate ničega? Že grem. Si bom že zapomnila, kdaj si me metal iz hiše. Iz hiše te pa res nisem mislil metal. Mana, saj te še videl nisem. Je že dobro. Za spomenik si pa pri meni kar pod nosom obriši. Tole sem namenila, na prvo mesto bi prišla. Zdaj pa kar pozabi. In tudi vode ni treba napeljati k meni. Rajši ura daleč hodim ponjo, kot da bi pila tvojo vodo. Za Božjo voljo, kaj ste ji pa naredile? Tinčeta je prišla ženit. Saj sem ti že pravila o tem, da Tinče noče. Saj sem vedel, da je fant pametnejši od babe. Vište, če pametno premisliš, to ne bi bilo tako napak. Vseeno mi je Tinče ljubši od Martina. A že spet. Draga, vendar, kaj imaš vedno toliko proti Martinu? Poslušaj, Jane, Martin mi ne more vzeti. Zakaj mi? Ja, zato, ker je že zavezan. Pri Primarju. Kako zavezan? Pa me da. Oče bo. Ti salamenski fant ti. Vidiš, da ne more? Ne, zdaj ne bomo razdirali, ko že vsa fara ve. Jernej! Ne,
Saj se ni prvič zgodilo kaj takega. Ažman ima denar in denar popravi vse. Za božjo voljo. Tako bo in amen. Težko sem splezal do županskega stolčka in zdaj se ne omaknem. S komar je Ažman, ta je župan v Suhem Dolu. Njegovo sorodstvo mi bo garancija, da ostanem župan. Po tej poti grem naprej in če se mi skale zavalijo na pot. Ha! Ti se ne zavijaj v svojo trmo, pa gleda se same v zadušku v njej. Ženske, samo srce vas je, pameti pa nobene. Saj je gospod župan že tukaj, zdaj lahko kar začnemo. Pridite, sedimo. Ali boste vi vodili sejo, gospod župan? Kar ti vodi. Odpiram sejo. Kot prvi ima besedo gospod Prelesnik. Okej. Torej, potreboval bi 3 vozove s konji za prevoz spomenika. Da ne bo nepotrebnih zijal, ga bom izklesal v mestu in ga šele 2 dni pred odkritjem postavil tukaj. S svojimi ljudmi, ki so za to izvežbani, ga bomo postavljali po noči. Zato pejšne, potrpite še tista 2 dni z vašo radovednostjo in pustite me pri miru. Spomenik bo do zadnjega ostal zakrit in ga bomo odkrili šele na svečanosti. Thank you very much. Grem spet slikati. Gospoda Stavna, čas hiti. Treba je pripraviti še cel kup stvari. Dobro bi bilo, če bi povabili tudi kakega ministra. Najprej, določiti je treba redarje. Pa se ne bomo tepli. Kjer se zbere večja množica ljudi, je potreben red. Ja, pri nas v Suhem Dolu se lahko vse zgodi. Dnevni red slavnosti pa bi bil sledeči. Na predvečer slavnostnega dne gre 10 otrok z gorečimi baklami po vasi. To pa žene, da nam še kaj zagori, lepa več bo to. Torej, ta točka odpade. Naslednji dan zjutraj budnica domače godbe. Kakšne domače godbe? Vse je nimamo. Kako da ne? Harmonike, bas in klarinet. A ni to lepa godba? Zraven pa še logo študentski taro. Naprej, ob 8 sprejem gostov, ki se pripeljejo v avtomobilih. Sledi sprevod po vasi do cerkve, po sveti maši blagoslovitev vodovoda, kjer ima župnik lep nagovor o vodi. Sledi odkritje spomenika, gospod župan nagovori množico, na kar da besedo slavnostnemu govorniku, to je meni. Naslednjič župan s slovesnim glasom odkrije spomenik in godba zaigra. Lepo, lepo. Sledi splošna veselica z velikim srečelovom tukaj na županovem vrtu. Kaj pravite na to? Ni napačno. Potem je vse to sklenjeno. Ob tej priliki pa bi vas rad opozoril še na zelo važno točko. Vsi naši načrti bodo padli v vodo, če ne zberemo takoj potrebnega denarja. Gospod Prelesnik mora plačati kamen. Kaj pa je s cedmi, ali jih je Ažma že navabil? Da ne bomo imeli prej spomenika, kot pa vodo. Jama da bi navihil, da bom preko Ažmu sploh navadil. Trgovci se nekaj še petak, da ni naprav trdih noga. Ja, kdo to pravi? Ja, Manik. Kakšna zloba! Cevi bodo že prišle. Niso to neke Miklavževe igračke, kot se to predstavlja. Jamornik. To ti rečem. Ti si župan in ti odgovarjaš. Glej, da bodo cevi ob pravem času na mestu in amen. S Bogom! Gremo! Gremo! Vidite, čisto nekako, samo besedice. Seveda, kaj povejte? Mi dva vema, kaj se spodobi in predvsej bi dala za spomenik. Če bi mogla. Pa po ulici povem, da imam doma nekaj par iz hladilnice, pa mi ne dajo niti dinarja. Veste, srce me boli, ko vidim druge, da dajo, naju pa niti me darovalci ne bo. Poslušajte, gospod, saj vam je vse eno, če naju vrinete med tista imena. Gospod Primožek, vi ste pošten in časti vreden mož. Na vašo besedo se lahko človek zanese. O, pa še kako? Kar jaz rečem, drži kot pribito. No, koliko bi pa dali, če bi mogli? Veste, jaz ne bi skopal, gospod. Nisem kako drugi. Takole, enih 5 joškov bi dali. Oj, 5000 dinarjev. Presneto, da bi, če bi jih imel.
To je res škoda. To bi bilo dejansko sramota, če bi vas ne bi bilo med darovalci. In dolžnike imate tudi še. Ja, pa še koliko. Bošnikovu Juriju se posodil 10 000. Mesarju Petriški še več. Pa Jadroniku ne vrne mi pa noben, pa če jih še tako prosim. No, morda vam pa lahko jaz pomagam. Kaj bi bilo, če bi jaz dobil tistih 5 jurčkov od vaših dolžnikov? Potem bi jih lahko takoj uporabil za spomenik. Moj Bog, saj ni rekel 5000 dinarjev. No, ne iščete izgovorov. Točno sem slišal 5 jurčkov. Imam tle zapisano 5000. Bože, kaj se reče? Če potem smem zaupati vaše besede, gospod Primožek, vas prosim, da mi podpišete tole izjavo. A da bi podpisal? Ja, kaj pa hoče? Vidim, da me pravic pravi možem. Baš. Vi dva sta tukaj. Sva se opravila. Pošteno naj ju je nategnil. Tvoj je od advokata. Ali je župan doma? Opravka ima. Prišla sem za voljo tistega spomenika. Torej, prinesli ste denar. Tule. Hvala, lepa vsota. Ali sta ona dva dala kaj več? Ne. Kaj pa župan? Med nama edino župan je daroval še več od vas. To se pravi... Ali je sedaj še pred menoj? Zdaj ste pa vi na prvem mestu. Tako je prav. A prosim vas, ali lahko to Rebaniku zamolčite? Če želite, torej, vi bi bili radi na vsak način na prvem mestu. Na vsak način? Ali mi obljubite? Lahko, samo kaj, če se bi zgodilo, da bi nekdo daroval še več od vas? Potem bi morali vi dodati še več, da ste potem spet vi na prvem mestu. Da, seveda. A dokler spomenik ni odkrit, niti besede o tem. Obljubim, z Bogom. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Bog daj. Bog daj. Sedita, ne sedita. Mi trgovci radi hitro opravljamo posle. Zato bom na kratko povedal, zakaj sva prišla. Snubiva. Da, gospod Rebernik. Ali imate kaj proti temu? O, zakaj? Naravnost počaščen sem. Hočem reči, Anka, pridi. Katarca ti pa vino in prigrizek. Nič ne bomo mešetarili. Glede dote torej ostane pri dogovoru. Kako rečeno, 200 000 in bala. A se vi, saj veste, da ne morem več čakati. Anka, sedi. Imamo pogovore, pri katerih imaš tudi ti nekaj besede. Da, Anka, kar meni sedi. Torej, gospodična Anka, z vašim očetom in s Martinom smo se že vse dogovorili. Zato zdaj še vas vprašam. Ste pripravljeni biti nevesta mojemu sinu in iti z njim na naš dom? Seveda, Anka, kar reci. Gospod Ažman, v takih stvarih se je težko hitro odločiti. Prosim, dajte mi saj ten dni časa, da premislim. Anka, čemu bi razmišljala, kar reci in gremo jutro k notarju. Anka ima za jutri že drugačne načrte. Kakšne načrte? Vprašajte gospoda Prelesnika. On bo že videl. Kaj pridite? Nekaj bi vas radi vprašali. Prosim. Kakšne načrte imate jutri, Zanko? Gospodično sem povabil na krajši izlet v gore, če vam. Kamor ne bo šla? Upoštevajte, da je Anka moja nevesta in da je jaz ne dovolim. No ti sedi! Anka, vaša nevesta, čestitam. Upam, da tudi imela ona nekaj besed pri tem. Jaz si namreč to toplo odsvetujem. Oprostite. Oj, kurič! Bogdan! Ti kaj delaš? Ti torej ljubiš njega? Ja, njega. Anka, pa ti pojdi! Anka, si znovela? Upam, da se v tednu dni premislite. To vam se povem, gospod Rebernik.
Če se tega človeka kmalu ne znebite, niste več moj prijatelj in kmalu ne več župan Suhadolski. Križ Boži. Da si bo Suhidol s tem vodovodom postavil spomenik, ki mu ne bo le v čast in ponos, temveč bodo njegov blagoslov uživali še pozni potomci. Zato vrlim in požrtvovalnim Suhadolčanom naše iskrene čestitke. Ja, a spomenika pa nič ne omenjam. Niti z besedo ne, le za vodovod pravi, da bo spomenik. To so naši novinari, vse drugo le resnice, ne? Piše, kakor da je vodovod že dograjen. Prosim, ničesar ne omenjajte županu, lahko bi ga razburilo. Ali mu je že odleglo? O, moj Bog, celo noč je bil po konci. Hodil je sem in tja. Potem je še po dnjaku se polival z vodo, kot bi bil zmešan. Potem je še v klet popil pol litra žganja. Ja, zraven je molil in preklinjal. In ni se pustil ničesar dopovedati. Šele proti jutru ga je zmanjkalo. Da bi mu le odleglo, danes bo potrebno krepkih živcev. Bog daj. Jakopič, tako boli moja glava. Komaj se držim po konci, še misliti ne morem več. Jakopič, ti vodi danes to slovesnost. Tebi predajem župansko oblast. Za danes. Hočeš? Ja, v Bulgariju se izkaže kar malo. Razbijajo. Ni večjega hinavca, kot da župani, vsi županovi skupaj. Zdaj pa hočejo, da je ščastivo, kot da so nam oni napeljali vodo. Kakšno vodo neki? To je obrekovanje, laž. Kakšno obrekovanje, pa pokaži mi vodo, če jo moreš. Tole vam rečem, kdaj bi že lahko imeli vodo, če bi se Rebanik kaj pobrigal. Tako pa imamo razkopano polje, da niti orati ne moremo. Vode pa nikjer. Tako je res, ali je to kak župan. Namesto, da bi najprej priskabil cevi, je najprej priskabil tale spomenik. Cel svet se nam bo smejal. Najprej jeste bodo rekli, potem pa kuhate. Res je. Ali veste, da je celo Amerikancu čast ukradel? Pravijo, da ni njegovo podoba na spomeniku, ampak da je dal Rebanik samega sebe izklesati. Ali smo na Rebaniku postavljali spomenik? Poglejmo, pa bomo videli. Kaj smo mi postavili, lahko tudi mi razbijemo. Razbijemo! Kdo bo tu razbijal, ha? Še enkrat vas vprašam, kdo bo tu razbijal? Jaz nisem nič rekel. Jaz nisem nič slišala. No, Prigorica, zdaj ste to je krav jezik. O, ti hudiče obeta. Vsi ste priče, da sem rekla, najprej poglejmo, ali nas Rebanik ukrenil, potem pa razbijemo. Res je, tako je rekla Mana, a to ni pomembno. Pomembno je, da si Rebanik domišlja, da je naš rešitelj. Namesto, da bi priskabil cevi, je priskabil tale kamen. Ali bomo njega pili? Ja, res je, in odstopamo od tega vodovoda. Bravo, Knetove, jaz ne plačam nič in me ne briga ne vodovod, ne spomenik. In tudi na slavnost ne gremo. Pojdimo! Lepo vas prosim, občani,
Ne vem, mogoče celo kaka diplomatska mrzlica. Generalno? Ne vem, ampak zdaj moram vse sam. Pozdrav, sprejem, slavnostni govor, prav vse in na koncu nam razbijajo še spomenik. Kaj bo ta peščica puntajo? Ma nimamo straži gasilcev. Še ganjeci ne bodo upali. Lepo gum, Jakopič. Ti si mož, ki je zmožen vsega. Mi smo s teboj. Prav res. Ta tako se ne bomo dali. Naša voda bo tekla naprej. Naprej, pa če tudi preko naših trupel. Naprej. Pojdite viva in zberita može naše boge. Jaz pa skočim k županu. Vodi brez skrbi. Naprej. Gremo naprej. O, Katrca, Lejno, Tinče. doma nekaj zborujejo in upijejo, da se ne morejo zmeniti zaradi tega vodovoda. Takole potrebna stvar, je treba toliko besed. Ko mi mladi vzamemo gospodarstvo v roke, bomo delali bolje. S Primoškovim, Knetovim in Urhovim smo se že zmenili. Vodo in elektriko, vse bomo imeli. Pa ne kot naši stari, ki se samo prepirajo. Kako si pameten danes. Kdo pa ne bi bil, ko pa vidim take neumnosti? Veš, Katrca, pri nas je zdaj tako hudo, mati so kakor obsedeni. Ali ti še vedno Anko silijo? Ne, zdaj mi tiščijo tisto mlinarjevo rezo. Pa še videti ne morem tega purana. Reza pa res ni prava zate. Z mirom bolj mislim, da bi bila zame samo ena. Katera, Tinče? Pa sej veš, ti, Katrca, Res, Tinče? ko bi ti vedela, kako te imam rad, vse dni in vse noči mislim nate in tako mi je hudo, da še spat ne morem. Ti revček. Zato sem pa sklenil, ali tebe, ali pa skočim v vodo. Kam v vodo? Pa se obesim, takole ne morem več. Edino tebe imam rad, pa nobene druge. Ti si tako dobra in prijazna. Nikoli me ne bi zmerjala kot me mati. To pa že ne bi. Samo ali bi me hotela? Zakaj pa ne, Tinče? Saj te imam rada. Res? Prav zares. Še danes stopim k materi in je rečem, mati, oženim se. Pa z nobeno buko kako s Katrco. Ti si tako ljubezniv. Kot otročička te pokovaja. In kada bo žalosten in slabe volje, te bom stisnila k sebi in te takole božala. Ma, pogledajte, kako sta ljuba, o, Katrca, prostinče, Katrca, prostinče. No, pridi malo, sem bo malo pobožala. Obesi se bom, obesi se bom. Fantje, kmalu bo slavnost, kako gre deklamacija? Dobro. Prosim, lepo se postavite. Roke. Prosim. Stajenje vasi. Služil Jaka Jakopič. Prosim. Praznično pojo zvonovi, tromba slavnostno buči, vriska polje in bregovi. V sreči suhi dojdohti. Vse v redu, vse po vrsti, kamo se ozre oko, vse nam gladko gre pod prsti kot namazano kolo. Ni zapreke, ni ovire, ravna je pred nami pot, če pa druge ni izbire, pa skočimo čez slug. Ljudi zdaj se še pomišljal, pljuni v roke in začni. Vsako srečo ti zavidal, ki jo delal, trud vodi. Sijajno, vse bom videl. Pa zvadimo še poklon? Kaj je rekel? Ga ni doma. Samo stara dekla je bila, pa je dejala, da se je Ažman že sinoči odpeljal. Kaj pa cevi? Pravi, da jih še ni. Križ Božji. On zbeži,
Nas pa pustil blamaže. Gospod župan, ali boste res umrli? Naš specialist pravi, da boste kmalu umrli. Aj, zgini, da si! Gremo takoj! Kraj neka mulavija! In reci Janezu, naj si ogrize jezik, sicer ga... Ta hučičeva voda! Kam si me zanesla? Ne morem več. Ale kar umrem! Za Božjo voljo pojdi v posteljo, saj se ti blede! Ubijte me! Ne! Namesto me pokopnite in zabijte grob, da ne bo sledu za menoj! Rada, pojdite notri. Ta peklenska voda, uničila si me, uničila! Jarek je zasud! Jarek je zasud! Ja, kje? Ja, kakšni Jarek? Vodovodni! Bog pomaga! Šiman mi je povedal, da so po noči videli nekaj ljudi, ki so hodili okoli Jarka in ga zasipavali. Marija, pomagaj! Opozicija in nihče drug! Ampak vse bo v redu, na njih Stroškega bomo spet izkopali, bomo že videli. Telegram! Ja, telegram za koga? Za gospoda Kaj pa župana. je? Dajte sem, on je bolan. Hvala. Bog mi zanese. Kaj je to? Nič ne razumem, ti preveri. No, preberi že za Božjo voljo, no? No, tako je napisano. In unitate salus. In unitate salus. V slogi je moč. In unitate salus. S tem geslom pridem. Nasvidenje. Amerikanec! On pride na slavnost. Hitro pripravimo. Pridi mi pomagati, zaklanjam gost. O moj Bog, o moj Bog. Konec je z mano. Zdaj mi tudi vsi svetniki ne pomagajo več. Ubijte me, ubijte! Pojdimo, gostje prihajajo, se bodo mislili, da se čujemo. Grejo! Koliko ljudi! A misliš, da je kopriva že med množico? O moj Bog, konec je z mano. Zatrite me, ne puščajte nikola v meni. Ja, Pridem, pridem! Cenjeni spoštovani gostje, radostnega srca odpiram to današnjo slavnost in vas v imenu našega bolnega župana prav lepo pozdravljam. Pozdravljam vse vas, ki ste prišli od blizu in daleč, da bi z nami kot bratje delili našo srečo. Zaključujem pozdrav in predajam besedo slavnostnemu govorniku, občinskemu tajniku Jakopiču. Veleslavna, velespoštovana gospoda, napočil je dan, veliki dan v zgodovini našega rodu. V stoletni žeji je trpela naša vas, trpel je ubogi kmet, trpela je živina in v neznosni žeji še pes, ki je tekel skozi vas, ni našel hladne kaplje za svoj razpredeni jezik. Vode ni bilo, pa ni je bilo, in ni je bilo. In je še vedno ni, tako Tedaj pa je vstal prerok med nami in prišlo je rešenje. Kakor glas z neba, kakor meteor je padlo med nas, nabelite vodo! Ni pa ostal nehvaležen suhi dol, le skromen izraz te velike hvaležnosti stoji zdaj neodkrit tukaj pred nami. Komu se ne bo osmilo oko, ko bo zagledal pred seboj ta božanski obraz.
Latinčankami upisano v dušo slehanega suhodolčana. Njemu gre čast in slava vse mi. Ne stoji pred vami kamen, temveč živ resničen mož. Janko Kopriva. Želeli ste mi dati spomenik in dali ste mi ga. Še ni dograjen, a se gradi in kmalu bo po njem stekla voda. Čestitam vam, zakaj zgodili ste ga sami, z lastnimi močmi. Oprostite mi to malo igrico z vami, ne v kamen, od cevi sem položil cel vaš denar. Pol jih je že v zemlji in pol jih je tu in se položijo jutri. Ta vozo, ki vam je bil 100 let nerazvezljiv, je zdaj razvozla. Tedaj ste vi? Ste vi, gospod Kopriva? Nihče drug. O, vi zlati človek, vi naš rešitelj. Kako se naj vam zahvalimo tako naporno? Tako, Danek. Vi? Anko? Da. Ja. Pa naj bo, saj ste sijajen človek. Ob tej priložnosti bom pa tudi še povedal svoje. Tudi mi vas se vzameva. Tiče, ali si opane? Ne, prav nič ne nabavati. Vaših nevestim sit, ali mi pustite katrco, ali pa se obesim. Obesiš, moj Bog, Mana, nič mu ne brani. Katrca je priden deklič. Jaz bom pa tudi gledal, da ne gre kar tako od hiše. Saj moje krvi. Žive!